Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Gremo staviti, kdaj bo pri nas konec epidemije. Najkasneje 24. marca, ko igramo prvo tekmo nogometnih kvalifikacij s Hrvati. Vi pa gledate 42. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali državno ali javno, kam bo šlo slovensko državno zdravstvo po epidemiji. Minister za zdravje Tomaž Gantar ima bojda vsega dovolj. Blagor njemu, bi lahko rekli. Kakšno bo zdravstvo po epidemiji, nam bosta povedala naša posebna gosta. Zdravnik Matej Beltram, magister Matej Beltram in zobozdravnik Krištof Zevnik. Toplo pozdravljena. Dober večer. Zdaj, Krištof, Matej, minister Gantar, vajin minister, tako rekoč zdravstveni minister, grozi z odstopom, ne grozi prvič, bojda je zdaj zelo blizu tega, da bi res se odločil za ta korak in odstopil. Vemo pa, da je že odstopil enkrat, ko je bil minister za zdravje. Če slučajno Gantar jutri odstopi, po čem si bosta vidva recimo kot iz prakse, iz foha najbolj zapomnila njegov mandat? Aljuš, živjo, hvala za besedo. Bom kar prvo začel. Jaz si bom zapomnil gospoda ministra Gantarja predvsem po njegovi neodzivnosti v prvem delu njegovega tega mandata, pa predvsem po tem, da je v bistvu imel dobrega sodelavca, to je bila Tina Bregant, ki je garala dneve in noči, zato da je v bistvu prinesla neko dodano vrednost samo ministrstvu in peljala v bistvu to epidemiološko sceno naprej, seveda pač do nekega bridkega konca, ki ga je doživela v konfliktu seveda z globoko državo, če mene vprašate. Tako da potem si ga bom zapomnil zdaj, če bo vrgel puško v koruzo, jo bo vrgel zaradi političnih razlogov, definitivno jo ne more vrsti kot zdravnik. In tukaj je v bistvu to politično preigravanje tisto, ki je škodljivo za ta slovenski narod v tej epidemiji. To je moje mnenje. Tako da, če bo obupal zaradi teh razlogov. Ja. Zdaj, Matej, jaz v zdravstvu nimam pojma, sem pa bil v politiki, bil sem tudi državni sekretar in moram reči, si ne predstavljal ministra, ki bi bil brez državnih sekretarjev, posebej si pa ne predstavljal ministra za zdravje, ki bi bil v času epidemije, ne, ali pa pandemije brez državnih sekretarjev, ampak minister Gantar zdaj to je. Ne. Kako recimo ti kot zdravnik gledaš na ta položaj? Ja, mene so ti odhodi državnih sekretark in sekretarjev, ker tudi Tina Bregant ni edina, ki je zapustila. Ja, trije so v bistvu šli v tem času. Ne? Ja. Tako je. Torej, mene kot zdravnika je to zagotovo navdajalo skrbjo. In to je zagotovo znak, da tam na ministrstvu stvari niso takšne, kot bi morale biti. Kar si bom jaz še posebej zapomnil, je recimo, da je minister, mislim, da avgusta ali septembra napovedal razpis za skrajšanje čakalnih dob. Potem je bil v PKP5 so bila ta finančna sredstva tudi zagotovljena in jaz sem naivno pričakoval, da bo naslednji dan razpis že zunaj. Saj razpis se je dalo pripraviti že prej, ampak o razpisu do danes ne duha, ne sluha. Tako da sredstva za letošnje leto za skrajšanje čakalnih dob lahko kar pozabimo. Zdaj, ne bomo se celo oddajo pogovarjali o Tomažu Gantarju, niti ne toliko v trenutnem stanju v zdravstvu, tudi v tem, ampak bolj nas zanima pač kako naprej, ker epidemije bo nekoč konec s cepivom ali pa kasneje, to bomo še videli. Kaj se bo recimo po vajinem mnenju potem naprej dogajalo? Pa bi takole začeli, če se strinjate. Ne? Zdaj, skupina zdravnikov, ki jo tudi vidva predstavljata, neki borci proti trenutnemu sistemu, ki ga prežemata korupcija in tako naprej, pa tudi če dalje večja neučinkovitost, če smo iskreni, ti si že omenil čakalne vrste. Matej, se pravi, borci proti sistemu pravite, da v Sloveniji nimamo javnega zdravstva, ampak da imamo državno zdravstvo. Dajte malo, prosim, razložiti našim gledalcem, kakšna je zdaj ta razlika med javnim pa med državnim zdravstvom.
Lahko jaz nekaj še Ja, dodam? izvoli. Jaz našo skupino bolj kot borce proti nekem sistemu, nas bolj vidim kot borce za pravice bolnika. Mi to na prvo mesto postavljamo, da mora bolnik imeti pravico, ki je sicer ustavno na papirju zagotovljena, do pravočasnega zdravljenja in do proste izbire, kje se bo zdravil. In če to primerjamo, hvala za to grafiko, recimo kako je to v zahodnoevropskih državah, ki imajo pravo javno zdravstvo urejeno, je vedno v središču takega javnega sistema je bolnik in njegove potrebe. Njegove potrebe so pa, da uredi svoje zdravstveno stanje, svoj zdravstveni problem. In v Sloveniji žal, kjer imamo pa državno varstvo, je pa v ospredju, kako bo neka državna ustanova financirana in tako naprej. Kakšne so potrebe bolnikov, je tukaj drugotnega pomena. Prosta izbira zdravnika je tukaj ključna, ker seveda bo bolnik najboljše sam zase vedel, komu bo zaupal nekaj tako dragocenega, kot je svoje lastno zdravje ali pa recimo zdravje svojih otrok. Pri nas pa država omejuje to izbiro, država ne zaupa svojim lastnim državljanom te presoje, te trezne pameti, da bi znali sami poskrbeti za svoje zdravje, se odločiti, pri komu se bodo zdravili. In te čakalne dobe, korupcija, to so samo posledice te nesvobode, nesvobode bolnika pri izbiri, kako in kje se bo zdravil. Javno zdravstvo je pa pomeni, oprostite, če vam dolg, ampak javno zdravstvo pa so vsa sredstva, ki jih skupaj zbiramo v obliki zavarovanja, torej vsi vlagamo nek denar mesečno v neko blagajno, zdravstveno oziroma zavarovanje. Zakaj? Zato, da takrat, ko se nam nekaj zgodi, da takrat bo za nas poskrbljeno. In to pomeni, da bo poskrbljeno, da nihče od nas ne bo finančno bankrotiral, ker bo rabil, presaditev srca zaradi mene, in da bo do tega posega tudi prišel pravočasno, takrat, ko ga rabiš. Ker nič ti ne pomaga, če imaš na papirju neko pravico, ampak čakaš leta na udejanjenje te pravice. Krištof, kje smo mi zavozili, da imamo to, kar imamo, da mesto tega, o čemer je zdaj govorimo? Točno to sem hotel izpostaviti. Državljani se morajo zavedati, da v bistvu ta problem ni prišel včeraj, ni prišel z epidemijo. Ta problem je star 30 let. Mi imamo zdaj generacije ljudi, Slovenk, Slovencev, državljanov, ki sploh ne vejo, da v bistvu imamo dejansko isto ureditev, kot smo imeli pred 50-60 leti. In v bistvu ta ureditev je ravno nasprotna urediti, ki imajo države Evropske unije. Torej, mi ne upoštevamo bolnika, čeprav zbira vsak državljan vsak mesec prispevek, ta državljan v tem sistemu ne šteje. On šteje kot številka na zdravstveni kartici. Sej, predstavljajte si, če danes nimaš zdravstvene kartice, ne moreš iti zdravniku. Koliko državljanov, ki to gleda, je šlo k zdravniku, pa niso imeli kartice, pa so rekli, lej, te nimate kartice, pač ne morete iti zdravniku. In je šel domov. In to je ta razlika med javnim in državnim zdravstvom. Državno zdravstvo je pomembno, da ti kot številka daš tisti svoj denar ustanovi, ne pa da v bistvu se zdraviš pri zdravniku, ki si ga sam izbereš in zato dobiš povrnjena sredstva kjerkoli. Ta bizarna situacija se vleče 30 let in jaz sem prepričan, da je bila to narejena namenoma. Namenoma narejena zato, da globoka država ugrabi tisto, kar zbiramo javno zato, da se zdravimo. To so pa naše sredstva. In če gremo pogledati celotno kronologijo teh 30 let, nikoli nismo reformirali zdravstva. Zmeraj smo v zdravstvo dajali noter denar. Nikoli ni bil pomemben bolnik. Zmeraj je bil pomemben samo tisti, ki je branil ta sistem. In pod krinko javnega zdravstva so politične stranke in še danes zagovarjajo v bistvu nespremembe. In mi imamo danes posamezne anarhopolitične stranke, ki so sposobne napadati zdravnike, jih označevati za mazače, za ne vem kakšne slabe ljudi, samo zaradi tega, ker ne sodelujejo v narekovajih z njihovo percepcijo javnega zdravstva.
ampak v bistvu je to državno zdravstvo. In ta sistem se vleče že zadnjih 30 let in seveda prihaja čas po epidemiji, ko bojo ljudje še bolj potrebovali storitve. In morate vedeti, da se v bistvu vsaj 30% bolnikov boji danes iti k zdravniku. Svoje diagnoze sploh ne sporoča. Čaka, da bo konec, ker se boji, da se bo okužil z koronavirusom. In ti ljudje bojo prišli v bolnice, bojo prišli k zdravnikom in bojo naleteli seveda spet na kaj? Na državno zdravstvo. Naleteli bojo na čakalne dobe. Naleteli bojo na to, da več ne bo denarja. Naleteli bojo na ureditev, kjer bojo posamezni sindikati govorili, da pač oni se te igre več ne grejo in bojo naleteli na stavke in tako naprej. In skratka na celoten stop tistega, kar pričakujejo. Dostopno in pravočasno zdravljenje. Ampak ni to, recimo, kar vidva pravita, se pravi, v središču mora biti bolnik. To je pa nekaj, kar bi vse politične stranke podpisale. Vse bolniki so njihovi volivci. Tako, sej to nikjer v zahodnji Evropi, ker imajo javno zdravstvo, sploh ni ideološka tema, ampak to je ena pridobitev zahodnoevropskih demokracij, če hočemo socialdemokratskih strank v teh demokracijah, da se je upeljalo javno zdravstvo na solidarnostnem principu, kjer pa je v ospredju bolnik. In vse ostalo je metanje peska v oči, in to od raznih strank in tudi sindikatov. Recimo, jaz ne razumem, kako lahko s kakšno vestjo nek sindikat govori, da ščiti svoje člane, kar bi morala biti naloga sindikata, hkrati pa ta isti predstavniki sindikata sedijo v skupščini zdravstvene zavarovalnice, imajo tam škarje in platno v rokah in poleg njih v isti tej skupščini sedijo kot predstavniki industrije, sedijo največji dobavitelji, ki jih plačuje ta ista zdravstvena zavarovalnica. Kako da teh ljudi, ki sedijo zraven njih, na skupščini niso opazili in videli in ukrepali? In bomo zdaj pustili par minut, ker verjamem, da gledajo, da zajamejo sapo pa razmislijo. Razmislili bomo tudi mi, ampak ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšno zdravstvo nas čaka po koncu epidemije. Državno ali javno? Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Matej Beltram in Krištof Zevnik. Pogovarjamo pa se o tem, kakšno zdravstvo bomo v Sloveniji imeli po epidemiji, državno ali javno. Matej, Krištof, predno smo šli na oglase, smo ostali tam, kjer sta bila precej kritična do svojih kolegov, teh, ki so pač organizirani v sindikatu oziroma na funkcijah, hkrati pa sodelujejo tudi v skupščini zdravstvene zavarovalnice, prav tam imajo škarje in platno v rokah. Zdaj, nekako se mi zdi, vsi v Sloveniji ali pa saj večina razumejo, da je sistem tak, kakršen je, zato ker neka manjšina znotraj sistema pač tukaj profitira, finančno in še kako drugače. Pa me zdaj zanima, kakšen je vajen občutek, recimo, v splošni zdravniški populaciji, koliko podpore ima ta vaša pobuda ali pa skupina, se pravi zdravnikov, ki, kot sta mi rekla v prvem delu, se zavzema za bolnika, se pravi, da bi bil središče zdravstvenega sistema bolnik, kar se tudi nam laikom recimo zdi čist v redu. A je to zdaj večina, a je to manjšina, a je problem pač v bistvu, da ste že obupali v teh 30-letnem boju s sistemom? Kje recimo po vajni oceni smo danes? Ja, jaz mislim, da se zdravniki sploh ne moramo drugače vprašati, tako da v bistvu zagovarjamo bolnika. Sej, če ne zagovarjamo bolnika, potem pol tudi zdravnika ni. Tako da vprašanje o tem, ali sistem deluje za bolnika ali pa za bolnico oziroma ustanovo, v katerih deluje zdravnik, je popolnoma zgrešeno iz stališča zdravnika kot nekoga, ki zdravi bolnika. Tako da je to popolnoma logično in si ne predstavljam, kako bi lahko nekdo, ki zdravi bolnika, drugače to interpretiral. Je pa res, da smo v bistvu v teh 30 letih seveda ustvarjali monopole. Monopole, ki držijo in ki jih imajo tudi posamezni zdravniki, zdravniške inštitucije, znotraj in seveda težko se je odpovedati nečemu, kar imaš. Ampak tukaj se ne odpovedujemo
noben zdravnik v Sloveniji ne bo izgubil ničesar, pridobili bojo bolniki. Gre samo za drugačen pogled na to, kako v bistvu zdravnik deluje. In tudi v tujini je celotno javno zdravstvo usmerjeno predvsem na bolnika. Zdravniki so tisti, ki so prvi zagovorniki tega. Tako da vprašanje, koliko zdravnikov, pa bo zdravnikov razmišljalo tako, jaz mislim, da večina, večina tistih, ki se ukvarja s to problematiko. Dejstvo pa je, da je zelo malo zdravnikov pozna to tematiko, ker so preprosto ujeti v kalup, delajo tisto, kar delajo in nimajo niti časa, da razmišljajo o teh stvarih, ki so tako fundamentalno napačne v Sloveniji, da ne moramo reči, da je rdeča zelena. Ne moramo, ne gre. Matej, prosim, če mi nekaj razložiš, no, pa tudi našim gledalcem. Zdaj, mi plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, potem sam plačujem še pač to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ampak vseeno pa recimo vsaj enkrat na teden dobim po mailu ali kako drugače pa neko ponudbo od neke zavarovalnice, kjer piše, evo, zdravnik, koga potrebujete, ne? Pa to še pred epidemijo. Zdaj razumemo, da med epidemijo mogoče zdravnik, koga potrebuješ, ni takoj na voljo, ampak pred epidemijo pa človeka začudi, ne, da plačuje 2 vrsti zavarovanja, ampak če pa res rabi zdravnika, bi mogel pa še posebej plačati. Ja, problem je v tem, da tisti obvezni prispevek sploh ni zavarovanje, ampak je prispevek, je še en davek, samo preoblečen v drugo obleko. Dopolnilno in za ta znesek je največji, ker je približno 13% bruto plače. Večina ljudi sploh ne ve, koliko v resnici plačujemo vsak mesec. Jaz sem primeru ene 4-članske družine, recimo, da ati pa mami, da imata povprečno plačo, ta družina na leto plača, prispeva 7.250 evrov, glavnino od tega iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, približno okoli 700 evrov nanese dopolnilno zdravstveno zavarovanje, še približno takšen znesek pa je ta delež out of the pocket, ko pa plačaš, zato ker iz unega zneska nisi dobil storitve, ki bi jo pričakoval. To je majhen znesek za Slovenijo, recimo. Ne? To je ogromen znesek. To je ogromen znesek, ki bremeni naše prebivalstvo. Drugače v procentih, niti recimo Francija, Nemčija imajo podoben znesek od bruto plače. Ampak tam zavarovanci, državljani to pravico dobijo, jo lahko udejanijo. Se Francozi vemo, bi šli že na ulice, bi tam že avti goreli, če bi bile tam take čakalne dobe, kot so pri nas. Švica je pa poseben problem. Eni gledajo to kot eno najbolj kapitalističnih držav v Evropi. Dejstvo pa je, da je to država, ne vem, skupaj z Anglijo verjetno, ki ima najboljše zdravstvo, najbolj kvalitetno zdravstvo. In to po vseh WHO temeljih najbolj dostopno zdravstvo. In Švicarja procentualno zdravstvo, ki mu vse nudi, bistveno manj boli, ta strošek kot Slovenca. Smo pa celo v absolutnih zneskih nismo veliko narazen. Zadnjič sem zasledil na eni konferenci en podatek Švicarjev. Švicarji aktivno spremljajo zdravstvene sisteme v Franciji, Nemčiji, Avstriji. Pa mislim, da še celo, te 3 države. In oni se vsako leto, vsake 2 leti vprašajo in primerjajo, ali je njihov zdravstveni sistem ali njihov javno zdravstvo slučajno kje puščajo. Je kakšna stvar, ki bi lahko bila taka, da bi jo mogli spremeniti. Mislim, da so se ravno lansko leto odločili, da pač ne bojo nič spreminjali letos, ker enostavno njihovo javno zdravstvo deluje. Zdaj če pa to primerjate z Slovenijo, pa vidite, kdaj smo mi nazadnje primerjali javno recimo zdravstvo recimo v, ne vem, Avstriji, Nemčiji, Franciji in tako naprej. Že če smo ga primerjali, smo zato blazno plačali raznim teoretikom, ki so pisali svoje analize, dali 100.000 evrov, na koncu pa nič ni zgodilo. Veste, to je v bistvu rezultat vsega tega, so pa dejansko zdravniki in bolniki, ki, kot je Matej rekel, plačujejo družine recimo ogromne zneske denarja, potem pa, ko ne pridejo na vrsto, pa sklonjeno glavo grejo k zasebniku.
In danes imate vi zasebnike, kjer bi pričakoval, da hodijo recimo tja pacienti, zato ker pa hočejo neko dodano vrednost. Ja, za nek luksus. Za nek luksus, ljudje, ki so premožni. To sploh ni res. To je privatizacija, ki nam jo usila ta politična večina, ne govorim za to vlado, ampak v zadnjih 20 letih, kjer v bistvu ljudje zaradi nedostopnosti grejo privat zdravniku, zato ker pač ne more priti do storitve. In to je privatizacija. In mi smo na krilih javnega zdravstva, in to jaz očitam političnim strankam, v ta zadnje je gospod Erjavec govoril, kako je on za javno zdravstvo, pa še druge stranke, vemo, kdo vse je vodil ministrstvo za zdravje in tako naprej, govorijo na krilih javnega zdravstva, ampak mi imamo državno zdravstvo in posledično imamo privat zdravstvo, ker ljudje ne pridejo do teh storitev. Tako da, samo še to, da dokončam. Zdaj, kaj je posledica tega? Posledica tega so izbrisani bolniki in izbrisani zdravniki. In te zdravniki so zasebniki, veliko jih je prišlo v tujino. In mi smo v zadnjih 10 letih izgubili cvet najbolj sposobnih ljudi, ki so šli v evropske države in tam upravljajo javno zdravstvo in se sploh ne sprašujejo o tem, to sploh ni vprašanje, ali bo njihov bolnik dobil financirano ali ne, ker to je dejstvo v Evropi, to samo v Sloveniji ni dejstvo. Zakaj pa ni dejstvo? Se pa lahko lotimo najprej skupščine ZZS-ja, dobaviteljev, vseh, ki črpajo iz tega sistema ta denar za to, da ohranijo svoje monopole. In to ni 10 milijonov, to so stotine milijonov vsako leto. Preden gremo na rešitve, bi še dve dilemi rad razčistil z vama. Krištof, ti si rekel, izgubili smo cvet slovenskih zdravnikov, se pravi, po tvoje niso šli v tujino sam zaradi boljšega zaslužka, boljših pogojev. Matej bo to lažje povedal, ker Matej dela istočasno v Švici in v Sloveniji. Tako da, Matej, prosim, beseda tvoja. Lahko primerja. Matej, kako je zdaj s tem? Torej, kar jaz poznam kolegic in kolegov, ki so odšli v tujino, niso šli primarno zaradi zaslužka. Ker to je vendarle, ti zapustiš svoje okolje, svoje domače okolje, svoje bližnje, sorodnike in to je pol neka odškodnina, ampak ta bolečina je prehuda. Ta denar tega ne odtehta. Predvsem mladi zdravniki odhajajo, ker ne vidijo perspektive v takem sistemu, kot ga imamo. In predvsem prve izkušnje, ki jih doživijo kot mladi zdravniki, ko so neposredno, bom rekel, v tej prvi frontni liniji, kjer se borijo za dobro svojih pacientov, kaj ugotovijo ti mladi zdravniki? Da medicina, kot jo morajo, kot so jo prisiljeni opravljati, ni medicina, ki so se učili na medicinski fakulteti. Ko predvidi neko preiskavo ali pa neko zdravljenje za svojega bolnika, ko točno ve, kaj mu je treba narediti, ampak potem ta bolnik čaka in čaka, da pride ali do diagnoze ali pa potem do tega zdravljenja. In mi tukaj, če dam eno prispodobo, mi vemo, recimo, če naše zdravstvo kot en zdravnik, ki je mal zaspal z stroko, se ni redno hodil na izobraževanja in ne ve, da zdaj za eno bolezen obstaja neko novo zdravilo in daje tisto staro zdravilo. In ga daje in zdaj, ker ne deluje, ga bo dal v dvojni dozi, pa v trojni dozi. Ne moremo rešiti problema, če z isto metodo rešujemo probleme, ki so 30 let, ki se kopičijo 30 let, rešujemo na isti način, z istim sistemom, ki ga že imamo 30 let. To je obsojeno na propad. Vse to se vidi in ta epidemija je samo razgalila še te probleme. Eno so čakalne dobe, drugo je nezadovoljstvo tistih, ki delamo v zdravstvu, se ne odhajajo tudi samo zdravniki, ne pozabimo na medicinske sestre in ostale, ki so bistveni za delovanje zdravstvenega sistema. Jaz občudujem medicinske sestre, ki so izrazito podplačane in vseeno požrtvovalno opravljajo svoje delo in ob temu še si pričarajo nasmeh na obraz in dajo bolniku upanje takrat, ko zdravnik nima časa
zanje. Ne. Jaz bi tukaj sam še dodal, če lahko, res je zdravstveno osebje. Malo bi povezal to s trenutno epidemijo. Mi govorimo o številu postelj, govorimo, koliko rabimo, še ne vem kakšno število postelj. Vi se morate zavedati, da je to državno zdravstvo izčrpalo toliko zdravstvenega kadra, teh marljivih sester, ki so zaradi obupa nad delovnimi pogoji, nad tem, kako jih ceni ta sistem, odšle iz recimo bolnic in so mogli zapirati te oddelke. Tudi iz poklica so tako, iz poklica so šle in vi ne morete zavajati ljudi, da rabimo samo še več, 1000 postelj, da bomo rešili to epidemijo. To ni res. Mi nimamo ljudi več, ki bi v bistvu zdravili te bolnike. Mi nimamo teh marljivih čebelc, ki skrbijo za bolnike v intenzivi in mi smo v bistvu ravno to uničili v zadnjih 10-20 letih. Ta apatija je prevelika, noben ne upa več jeti v to nazaj. In mi moramo spremeniti koncept. In to se ne dogaja samo pri sestrah, pri bolnišničnem osebju, to se dogaja tudi pri zdravnikih splošne medicine, družinske medicine. Težko je doumeti, ampak težko je povedati, da v bistvu 70 ljudi na dan pogleda, to je grozljivo težko. To ni etično strani obravnave. To so dogodki, ki v bistvu kršijo samo osnovo pravice do zdravljenja in seveda to takoj vidijo tudi mladi zdravniki družinske medicine, ki pravijo, da ne bojo več delali potoka. Čez mejo, veste, v Avstriji pa v bistvu tak zdravnik lepo zdravi 20-25 pacientov, kar je normalno, recimo, zato da v bistvu se z njimi lahko pogovori, posveti, ker tam pa ni številka. V javnem zdravstvu bolnik ni številka, tako kot v državnem zdravstvu. Še nekaj bi rad razčistil, preden gremo na rešitve. Kako zdaj preseči to ideološko zaslepljenost tudi v dobršnem delu politike, o čem sta govorila? Matej, ti si nakratko omenil, se mi zdi, tudi Veliko Britanijo. Zdaj, gledali smo vsi takrat tisti dokumentarc Michaela Moora, se pravi, Velika Britanija, zibelka kapitalizmu v Evropi, je hodil po celi bolnišnici javni, pa je iskal, kje se plačuje, pa ni našel. In potem je najdel en šalter tam, pa rekel, tle je pa kasa, so pa rekli, tle pa vračamo denar, če kdo s taksijem prišel v bolnico, dobi refund. Potem je šel še k enemu zdravniku spet, ki dela v javnem zdravstvu na dom, je bil začuden, kakšen avto ima, kakšno stanovanje in tako naprej. Skratka, kako je zdaj možno, da v zibelki kapitalizma v Veliki Britaniji, sta vidva rekla, ima eno najboljših javnih zdravstev na svetu, mi pa smo išli iz samoupravnega socializma, tudi zdaj smo recimo pač neka republika, pa veliko dajemo za zdravstvo tudi ljudje, in nič v bistvu se to ne pozna. Ja, zato, ker se stvari prodajajo pod imeni, ki niso to, kar ime pravi naj bi bile. Mi imamo državno zdravstvo, ne pa javno zdravstvo. In tako kot si zelo lepo povedal, v Angliji, pa ne samo v Angliji, Francija, Nemčija, zahodna Evropa, po kateri... Pa Anglija je tak ekstrem, ko bi si predstavljali, da je tega najmanj recimo v Evropi, po naši predstavi. Pa tudi Švica, ki je tako kapitalistična država. Tam je obvezno, da je vsak zavarovan, zdravstveno, seveda zavarovanje sam plačuješ iz svoje bruto plače. Po drugi strani 1/3 državljanov dobi subvencioniran ta prispevek. To je tista tretjina, ki je najnižje po dohodninski lestvici. Ker bistvo je, da so vsi zavarovani, da imajo vsi to varstvo. Drugače pa, če bi šli bolj k rešitvam, rešitve so te, tudi politika, je pač taka, politika se obrača po temu, kar ljudje zahtevajo od nje. In politika mora dajati vizije in tekmovati v čim boljših vizijah. Pa ni treba tukaj tople vode izumljati, je treba iti samo v kakšne kolege iz sorodno mislečih strank v zahodni Evropi vprašati. Pa zdaj vprosti, Matej, zdaj ne morajo potovati, dajmo jim mi pomagati, saj gledajo, dajo politiki te, drugi, tretji, dajmo jim mi pomagati. Kaj je pol ta prava vizija oziroma kako zdaj pač rešiti se iz tega položaja? Vidite, ste zdaj tudi na pol politika, ker ste na novo izvoljena člana zdravniške zbornice, se pravi, niste sam zdravnika, ste malo tudi že politika. Kako zdaj, dajmo pomagati slovenski politiki, tistim, ki bojo ostali, če bo jutro slučajno minister za zdravje odstopil, kako zdaj iziti iz tega, kako presekati ta gordijski vozel, ki ga imamo?
Bom jaz začel, pa bo pol Krištof še nadaljeval. Jaz vseeno to funkcijo v skupščini zdravniške zbornice vseeno vidim tudi kljub vsemu še kot strokovno funkcijo, ker delovanje zdravstvenega sistema ima tako močen vpliv na kako se strokovno dela, da je to tudi del stroke. In tukaj mislim pač sodelovati in tukaj moramo zdravniki kot definitivni prvi in zadnji branitelj pravic bolnika odigrati svojo vlogo. Ampak vizija me zanima, Krištof, kaj je zdaj ta prava vizija? Matej je rekel, sam čez mejo je treba iti pogledati, vidva sta šla, sta pogledala, kaj je treba zdaj narediti. Jaz bom tukaj malo razočaral gledalce. Hitre poti žal ni. Hitre poti ni zaradi tega, ker mi imamo v tem sistemu kroži stotine milijonov evrov, ki se jih pač seveda monopoli pa globoka država ne bo kratko z lahkoto odpovedala. In jaz polagam državljane, da najdejo in da zaupajo. Da zaupajo posameznikom, da ne dvomijo v legitimnost tistih, ki zagovarjajo res prave ideje, ki zagovarjajo res pravo javno zdravstvo, se pravi tako, da v bistvu ti lahko svobodno odločaš, kjer boš se zdravil in in seveda dobiš za to povrnjena sredstva. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da državljanom je ravno opora, se mi zdi, so zdravniki in v obdobju postepidemije, ko vidimo, da so na obzorju že te politične turbulence, to preigravanje v tej negativni spirali naših, vaših, se ljudje ne morejo zanesti na politiko, lahko se pa zanesejo na zdravnika. Lahko se zanesejo na posameznega zdravnika, lahko se zanesejo tudi na zdravniško zbornico in tam najdejo pravo informacijo. In jaz mislim, da kot bodoča poslanca, kot člana te naše skupine zdravstva vsi zagovarjamo samo eno, pravočasno in dostopno zdravljenje bolnika in zagovorniško bolnika in sem prepričan, da bo zdravniška zbornica to prevzela in državljani naj sledijo res pravim avtoritetam, tistim, ki jih zdravijo in naj poslušajo, kaj govorijo in sledila jim bo tudi politika. Morala jim bo slediti, drugače naj jo pošlje na smetišče zgodovine. In to naj povejo na glas in jasno komorkoli, ki ga srečajo. Zdaj smo ravno sredi volitev, tudi nove predsednice zdravniške zbornice smo videli že na ekranu, 3 kandidatke so bile na začetku, zdaj obstoječa predsednica Čebašek Travnikova ni v drugem krogu sta pač profesor Pejovičeva in doktor Petkovičeva, razen seveda, če v drugem krogu ne bo dosežen kvorum, najmanj 50% volilna udeležba, potem se mandat obstoječi predsednici podaljša še za pol leta. Kaj vidva recimo pričakujeta od tiste, ki bo izvoljena za novo pač predsednico zdravniške zbornice? Kaj bi morali biti prvi koraki njeni po vajnem? Jaz predvsem pričakujem, da bodo kolegice zdravnice in zdravniki prepoznali svojo odgovornost in se volitev udeležili in svojo udeležbo omogočili kvorum in s tem pokazali resnost, da nam je mar za naše bolnike. Kajti katerakoli od obeh kandidatk v drugem krogu bo zagotovo spremenila delovanje zbornice v korist bolnika, tako sta vsaj obe napovedali v svojem programu. Tako da jaz pričakujem spremembe, korenite spremembe na boljše in zdravniška zbornica je lahko ena od inštitucij, na pol državnih inštitucij, pa vseeno toliko neodvisna od države, da je lahko tukaj zgled ostalim. Krištof, če je tako veliko nezadovoljstvo upravičeno, kot smo videli, kot sta pokazala v naši današnji oddaji med zdravniki, zakaj je recimo potem težava po tvoje, zakaj obstaja nek strah, da mogoče pa kvorum zdaj v drugem krogu vseeno ne bo dosežen, najmanj 50% volilna udeležba, vemo, že v prvem krogu je bila malenkostno presežena, je bil ta kvorum malenkostno presežen. Malo sem že izpostavil na začetku, ampak dejstvo je, da po vseh letih ene in iste situacije, ene in istih obljub, ki ne pridejo na plodna tla, idej, ki v bistvu so na papirju, so zdravniki apatični. To je to, zdravniki so tudi izgoreli in vdani v usodo. Potem pač sam razmišljaš, da boš konkretno na svojem delu opravil čim boljšo stvar,
zamižiš, vidiš, da stvari grejo mimo tebe, pa več nimaš energije, da bi v bistvu to spremenil, in ta apatija se vleče tudi, po moje, v samem volilnem telesu na političnih strank, zagotovo se pa vleče tudi med zdravniki. In jaz mislim, da ravno zaradi tega je ta skupina Zdravstvo si, ki si upamo izpostaviti in dajemo pogum tudi vsem mladim zdravnikom, da jim povemo, da ne smejo izgubiti upanja. Ne? Upanje umre zadnje, resnica je tiste, ki odloča. Smo v obdobju lažnih novic, percepcije lažnih novic, ko same politične stranke gradijo celotno svojo strukturo, celotno svojo agendo na nekih lažnih novicah, in se mi zdi, da v tem primeru so ravno zdravniki tisti, ki svojemu bolniku ne morejo lagati, ker so zdravniki, ker jih morajo pozdraviti, in resnica lahko zboli, ne more pa umreti. Zdaj, če bo Slovenija od jutri naprej iskala novega ministra za zdravje, ali pa koga bomo iskali, po vajinem mnenju, a mora to biti zdravnik, ali je bolje, da to ni zdravnik, da je pač nek preizkušen politik? Koga bi, recimo, kakšen profil človeka bi si vidva želela na čelu Ministrstva za zdravje? Odlično vprašanje. Za $1 milijon oziroma za 2 milijardi evrov, koliko se vrti. Koliko se vrti, ne? Ja, ampak kak je odgovor, recimo? Pač... Dobro je, da je zdravnik oziroma nekdo, ki v globino pozna zdravstveni sistem, čeprav zdaj je tako pomanjkanje zdravnikov, da meni bi bilo vsakega zdravnika škoda vzeti iz ordinacije in ga odtegniti bolnikom. Gotovo mora biti pa to ena oseba, ki bo imela veliko politično podporo oziroma bo znala prepričati veliko politično večino in presekati ta gordijski vozel, in mi moramo dokončno spoznati, tako kot to spoznavajo bolniki, ki ne pridejo do svojih storitev oziroma morajo ekstra plačati, da rešijo svoje zdravstveno stanje. Mi moramo dokončno spoznati, da mi zdaj s tem sistemom na ta način ne moremo naprej. In vse stranke, ki bi takega ministra podprle, bodo zmagovalke. Krištof, kaj ti meniš, bi ti kaj dodal? Ravno kar je Matej povedal, ključ, kako se prebiti čez parlamentarni prag. Tako da vse tiste stranke, ki bi želele poenotiti ljudi, naj zagovarjajo to idejo, naj zagovarjajo idejo dostopnosti. Prišli bojo ljudje, ki bojo potem poenoteni v idejah in bojo lahko uresničili ravno to, kar v bistvu mi do zdaj tukaj govoriva. To pa je, da je bolnik tisti, ki je v spredju tega zdravstvenega sistema, ker danes v državnem zdravstvu ni. Tako da na koncu je ključ do rešitev v političnih strankah, v dogovoru, spremembe zakonodaje, v konkretnih dejanjih ministra, ki pa seveda bojo zdravniki v imenu bolnikov nedvomno spremljali, in tukaj ne bo milosti. No, vsaj na to uho bi morala politika slišati, ker verjetno je želja politikov, da so ponovno izvoljeni. Ne? In to je dolžnost politike, to je njihovo delo, to je njihova naloga, da najdejo tudi konsens v družbi, da ga ustvarijo, da delajo za to. Se strinjam. Zdaj, vidva po moje ne spadata med te, ki so že obupali, pa me zanima na kratko, bi se bila pripravljena angažirati, seveda, če vas kdo povabi? Ne. Mene politika ne zanima. Mene zanima stroka, mene zanima dobro mojih bolnikov. Ampak, Aljuš, dobro si izpostavil, jaz bi sam še to izpostavil. Kaj pravzaprav je politika, političnost? Dejstvo je, da tudi zdravniki pač smo politično opredeljeni, in politika je urejanje nekih družbenih razmerij v skupno dobro. To je tako rekoč definicija, in tudi midva na tem stolu danes sediva zato, ker pač si želijo urediti neke razmerje v tej družbi, zato da bojo v korist bolniku. In jaz se mi zdi, da smo v teh zadnjih 20 letih oziroma so politiki sami sebi skopali jamo, in v bistvu danes beseda politik psovka, tako rekoč, ampak ni. Če je prava ideja v zadju, potem je politik v bistvu z velike začetnice. Zato bi skoraj rabili neko novo oddajo, ampak z veseljem še kdaj. Za danes pa magister Matej Beltran, Krištof Zevnik, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil že 499. Faktor na TV3. Jutri ne zamudite najboljše oddaje tega tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek.
Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.